Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Upam, da ste danes že obiskali našo spletno stran www.klepetopkavi.si. Sicer pa vprašam vas, na kaj pomislite, ko slišite besedo preobrazba. Zagotovo ste kdaj že pomislili na to in ne vam povem, preobrazbo lahko doživijo tudi odpadki, smeti po domače povedani. In to niso potem več smeti, ampak umetnost. A ne, Alenka? Ja, upam, da je. Upam, da so pa predvsem uporabni izdelki, ki se dajo tudi potem pametno odvršiti pa uporabi. Ena akcija trenutno poteka oziroma ste v procesu, da širite vso to dobro energijo in motiviranost do ustvarjanja iz stvari, ki jih načeloma kaj vržemo v koš. Torej, v društvu Smet2Met delamo vse naše izdelke in vse naše dejavnosti tako, da uporabljamo odpadne materijale. To niso nujno smeti, ki jih dobimo iz zabojnikov za smeti, ampak jih velikokrat prestrežemo že na sami poti do kante oziroma deponije. V velikih primerih se pa tudi dogovorimo z recimo izdelovalci, podjetji in tako, da dobimo neke vrste industrijskega odpada. Krasno, zelo pozdravljamo, kajti tudi naša deva Eva je pravzaprav delo iz odpadnih materijalov, zdaj pa samo pogledajte to umetnost in sicer je tole delo gospe Dragice, ki nam je tole devo tudi podarila in jo sama seveda tudi izdelala izjemno. In evo, tukaj je že en dokaz, kako je lahko nekaj iz odpadnega materijala pravzaprav potem umetnost kot tašna. K čemu želite pozvati ljudi? Ja, mi si prizadevamo za to, da bi ljudje predvsem razmišljali o tem, kaj smeti so, kaj je odpadek in razmišljali o smeteh na drugačen način, kot o materialu, kot o dobrini, ki se lahko uporabi. Želimo si tudi spodbujati drugačno in bolj racionalno razmišljanje o tem, zakaj trošimo, kako trošimo, kaj kupujemo in na kakšne načine kupujemo. Izvajamo pa tudi številne izobraževalne dejavnosti, delavnice za otroke, različne družbeno angažirane projekte, tudi z področja javnega prostora, lokalnih skupnosti, vključevanja tudi vseh vrst ljudi v družbo. Kako vas pa lahko podpremo mi, gledalci? Udeležite se lahko kakšnega od naših številnih dogodkov, lahko kupite naše izdelke iz odpadnih materijalov, recimo izdelujemo serijo torb iz starih odpadnih cerat, ki so pač bile prej na tovornjakih ali pa so to oglaševalske reklamne cerade. Potem podjetja lahko pri nas naročijo poslovna darila, ki so narejena iz njihovih lastnih smeti. Torej pač, kar si mi želimo, je to, da ne razmišljamo o sebi kot samo o potrošniku, in da ni nujno, da zdaj tudi samo kupujemo tudi take izdelke, ampak smo zadovoljni tudi takrat, kadar ne boste kupili nič ali pa manj. Krasno. Se mi zdi, da je tega vedno več. Celo nekje sem zasledila, da bo v Ljubljani ena trgovina brez embalaže sploh. Je to res, ne? Ja, to je res. Skupaj s podjetjem Snaga, zavodom Buna in z knjižnico Reči Smet2Met snujemo novo trgovino, ki bo trgovina brez embalaže. To je zdaj še res v najbolj začetni fazi. Bo pa namen te trgovine prodaja vseh možnih izdelkov, torej ne samo recimo stvari, kot so sadje, zelenjave in prehranski izdelki, ampak tudi kozmetični izdelki, praški in podobno. Ja, vse na rifuzo, prideš tja svojo embalažo in na ta način ustvariš veliko manj smeti. Bo pa taka trgovina predvsem tudi izobraževalna inštitucija, ker na tak način se da kupovati tudi drugje, ne samo v za to namenjenih trgovinah. Evo, še tole me zanima, na hitro, 3 stvari, na katere bi morali opozoriti oziroma katere bi morali vedeti vsi, ki nas gledajo mogoče, ne pa doma, ker
pridno mečejo stran stvari. Katere so te 3 stvari? Recimo, kar si želimo res poudariti, je to ne uporabljati embalaže za enkratno uporabo. Embalaža za enkratno uporabo ima vedno alternativo in včasih so jih naše babice in dedki že poznali, pač to so steklene embalaže, embalaže za večkratno uporabo in tako naprej. Potem naredite sami, probite vzeti materijale, ki so pač naravni ali odpadni in izdelati sami in naredite skupaj zaradi tega, ker je to bolj zabavno. Povežite se s sosedi, povežite se s prijatelji in si ustvarite pač boljšo skupnost in boste ugotovili, da boste rabili manj stvari in se imeli hkrati bolj fajn. Glih danes sem prebrala eno lepo misel, da ni bogat tisti, ki ima veliko stvari in vsega, ampak tisti, ki pravzaprav ne potrebuje veliko. Tako, ja, se strinjam. Krasno. Najlepša hvala za tale čudovit klepet. Evo, tudi mi za Devo, Evo, vas opozarjamo k temu, da pazite, kar se same embalaže tiče. In seveda, če že ne, verjetno je tudi tale reciklirana embalaža in vse te odločitve, da so mnogo bolj modre, kot pa sicer, ne? Ja, jaz upam, da so modrejše, je pa tako, vsak se mora zase odločiti, kaj je za njega primerno, uporabno, kaj lahko stori in nič, kar lahko stori, ni premalo. Tudi malo je za začetek dovolj. Tudi malo dela spremembe, to je tisto, kar je najpomembnejše. Ja, super, krasno, absolutno se priporočam, da je za kakšno delavnico, da se tudi sama kaj naučim, pa bom kaj shranjevala si doma, ne bom vsega po spisku stran ne dala. Z veseljem, že pripravljamo za pomlad kar precej dogodkov, tako da bomo imeli tudi garažne razprodaje, bomo imeli tudi glasbene nastope z recikliranimi inštrumenti in dogodke, kjer bomo spodbujali drugačne vrste nakupovanja in tako da se veselimo. Ni da ni, skratka. Najlepša hvala še enkrat za tale čudovit klepet, pa Deva Eva je bila sicer danes malo bolj zadržana, ni kaj veliko hotela povedati, ampak ona, ki pove eno tako modro, lahko pa obiščete tudi njeno Facebook stran Deva Eva, sicer pa še več v nadaljevanju.